Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. O Klotildinih klobukih. Gospa Klotilda je ena izmed tistih žensk, ki nikoli ne stopijo iz hiše brez klobuka. Naj piha veter, lije dež ali pripeka poletno sonce, k popolni opravi gospe Klotilde sodi vselej tudi klobuk. V omarah gospe Klotilde se zato šopirijo kupi klobukov, od čisto majčkenih čipkastih čepic do ogromnih krožnikastih plaht. Vsaka priložnost zahteva svoj klobuk in zato si vsak klobuk zasluži svojo priložnost, trdi gospa Klotilda in živi v skladu s svojo filozofijo. Klobuk si posadi na glavo, stisne Fifija, ki je pes, pod pazduho in se odpravi ven. Nekega dne se pred ogledalom v spalnici odigrava strašna drama. Gospa Klotilda jemlje klobuke iz omare in jih pomerja. Drugega za drugim razočarano meče na posteljo, Fifi pa ravnodušno taca po njih. Ko ostaneta na polici le še 2 klobuka, gospa meni, da je vse skupaj že prehudo. Ker je poletje, si posadi na glavo eleganten slamnik, zavzdihne, izkoplje Fifija izpod klobukov in se nameni v mesto po nakupih. Prodajalka v trgovini s klobuki gospo Klotildo dobro pozna. Že večkrat je zaradi nje dobila nagrado za najbolj marljivo prodajalko, zato brez obotavljanja steče k njej in jo prijazno pozdravi. Gospa Klotilda žalostno vzdihuje in se pusti občudovati. Da, res je že dolgo, odkar je bila zadnjič tukaj in seveda se med tem ni prav nič postarala. A Fifi je kot zmeraj, poreden da je kaj in plaši muce. Vnuki so že veliki in jim babica nič več ne pomeni. Potem pogovor steče v drugo smer. Prodajalka gospe zaupa, da so ravno minuli teden dobili nove klobuke, ki da so zadnji krik mode. Morda se zdijo malce nenavadni, toda življenje brez klobukov bi bilo vendar dolgočasno. Gospa Klotilda pritrdi in naroči enega, ki ni ne prevelik in ne premajhen, ne visok in ne potlačen, ne prekosmat in ne pregladek, brez krajcev, ampak z zavihki. Prodajalka oddirja. Čez nekaj trenutkov se vrne otovorjena z najrazličnejšimi klobuki. Gospe Klotildi zažarijo oči. Presede se pred ogledalo in prodajalka ji posadi na glavo prvi klobuk. Na njem sedi raca in glasno gaga. Z glavo niha sem in tja in stresa peruti. Prodajalka pojasnjuje, da je klobuk v skladu z modnimi smernicami nazaj k naravi za sezono pomlad-poletje. Raca je seveda živa in Fifi je začuden. Naslednji klobuk posnema ribnik z lokvanji, nositi ga je treba naravnost, da ne bi iztekla voda. Tu in tam se zasliši pljusk, ko žaba z lokvanja skoči za mušico. Gospa Klotilda se mršči. Prodajalka brž ponudi nekaj drugega. Tretji klobuk je jesenski. V njem sedi veverica in tre lešnike, da je veselje. Gospa Klotilda omeni, da je Fifi alergičen na lešnike. Prodajalka se opravičuje. Po dolgem omahovanju in pregovarjanju gospa Klotilda kupi klobuk s pečo srnico. Srnica ima ljubke bele pike, ki se lepo podajo gospejini beli bluzi z naborki in je izredno mirne narave. Klobuk je, zagotavlja izdelovalec, primeren celo za ogledališče. Gospe je tako všeč, da zaluča slamnik v smeti in si ga pri priči posadi na glavo. Gospa Klotilda plača in prodajalka se ji priklanja. Fifi dobi pasji piškot v obliki klobuka. Potem gospa odhiti na trg, kupi cvetačo in peteršilj in drobnjak in baziliko, vsa otovorjena komaj spleza na mestni avtobus. Na mestnih ulicah pa že vlada nova moda. Zajci,
Race, jezerca in gnezda s pticami čepijo damam na glavah. Ena se ponaša celo z majhnim krokodilom. Gospa Klotilda s srnico na glavi prisede k gospe z ribnikom. Zapleteta se v krajši pogovor, med katerim srnica pomuli vso travo okoli ribnika, in ko gospa na naslednji postaji izstopi, ji voda kaplja za vrat. Gospa s krokodilom se medtem pomika proti izhodu. Ko stopi z avtobusa, krokodilu iz gobca moli nekaj črnih peres, gospe s račjim gnezdom pa prazen klobuk stoji nekoliko postrani. Nato izstopi tudi gospa Klotilda in koraka domov s ponosno dvignjeno glavo. Ko pride do vrat, odloži vrečke in išče ključ. In tedaj jo prešine. Kje je Fifi? Zavrešči in se požene v dir. Teče na postajo, toda avtobus je že zdavnaj odpeljal. Zaman se ozira levo in desno, Fifija ni nikjer. Ubogi malček, toži gospa Klotilda in hlipa, da srnico kar privzdiguje. Potem pokliče policijo. Izgubil se je moj Fifi, lep, majhen, ima 4 drobcene tačke. Na ovratnici je njegovo nebesno znamenje. Fifi je škorpijon. Čim prej ga vrnite, mami. Dan se prevesi v večer. Toda Fifija še vedno ni. Srnica spi na preprogi v veži. Gospa Klotilda se ravno odpravlja spat, ko pri vratih pozvoni. Vsa preplašena odpre. Na pragu stoji brkat policaj in mrko gleda. Z njim je elegantno opravljena gospa zrelih let s čisto novim klobukom. Klobuk je na moč podoben pasji uti. V njej spi Fifi. Policist uradno pojasni, da so gospo prijeli na poti iz trgovine s klobuki. Kuža je bil v uti že od vsega začetka, ne zavedajoč se, da ga odtujujejo. Gospa je hladnokrvno zapustila trgovino. Ko je za seboj opazila policijski avto, je pospešila korak in se ozrla z občutkom krivde. Vse to razodeva zakrknjen tatinski značaj. Le poglejte jo. Gospe se spogledata. Tatica se niti ne poskuša zagovarjati. Fifi neprizadeto zamenja lastnika. Policist odide. Gospe v miru popijeta skodelico močnega vaniljevega čaja s smetano in pohrustata krožnik piškotov. Fifi sicer ni lačen, vendar mu vsilita kocko sladkorja, saj sladkor pomaga, kadar si v šoku. Naslednji dan se dami skupaj napotita v trgovino s klobuki. V trgovini vlada grozovita gneča. Nezadovoljne stranke vračajo polomljene, razlite in prestradane klobuke. Prodajalka vije roke in se opravičuje, ker denarja ni moč vrniti, direktor pa je na dopustu in ni dosegljiv. V zameno ponuja novo modno uspešnico, klobuk, sadje, zelenjava. Ko se gospa Klotilda vrača domov in na glavi tiči ljubko, cvetoče, češnjavo drevesce.